V zadnjem času so vse pogostejši in vse glasnejši pozivi k ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika, nekakšne Adrie Airways 2. Ti pozivi temeljijo na izsledkih študije, ki sicer še vedno ostaja skrita, a ugotavlja, da bi nas celoten projekt stal 100 milijonov evrov. In to čeprav nekdanji Adrie Airways tudi več kot 50 milijonov evrov državne pomoči ni zadoščalo, da bi ostala v zraku. To, da nimamo lastnega letalskega prevoznika, torej slabe letalske povezave, naj bi poleg turizma teple celotno gospodarstvo, ki da letno utrpi kar 1/4 milijarde evrov škode, menda ugotavlja študija, ki sta jo za 35 tisoč evrov naročila SID banka in SDH. Pripravilo pa ne bi jo svetovalno podjetje Grant Thornton Advisory, sicer brez zaposlenih, v lasti zakoncev Jožeta P. in Sandre Damjan, ki ugotavlja, da bi nas projekt novega letalskega prevoznika, nekakšne Adrie 2, stal 100 milijonov evrov. Ob tem pa Max Tajnikar, nekdani član upravnega odbora Adrie Airways, koristi nacionalnega letalskega prevoznika utemeljuje s kar 10-krat nižjimi ocenami. Mi smo takrat govorili, da je teh zunanjih učinkov približno za 20 milijonov evrov, ampak veste, da bi to kdo plačal, ali pa da bi družba Slovenija kot celota plača, pomeni tudi tisti, ki ne letijo, pa seveda takrat nismo niti približno imeli takšno vzdušje. Smo pa takrat imeli splet državnih podjetij, v katerih je Adria Airways letela. Gorivo je kupovala od državnega Petrola, letela pa z domačega letališča Brnik pod nadzorom državne kontrole zračnega prometa. A tudi več kot 50 milijonov evrov državne pomoči je ni uspelo obdržati v zraku. Ena najboljših rešitev, ki pa nažalost nismo uveljavili tam, kot se neko leta 2011, je, da bi se povezalo letališče in Adria. Takrat sem gledal podatke, koliko je naredilo letališče plusa, da tako po domače povem, toliko je Adria naredila minus. Če bi to združili, bi imeli podjetje, ki bi delovalo. Danes imamo povsem drugačne razmere, saj smo 2 od ključnih igralcev privatizirali, a slovenski turizem tudi v novem letalskem prevozniku ne vidi čudežne rešitve. Mislim, da ne bi rešili tega problema, kako zapolniti hotelske kapacitete, kako organizirati kongrese z več tisoč udeleženci in jih pripeljati hkrati v 1-2 dnevih v Ljubljano. Ključna prednost novega nacionalnega prevoznika naj bi bila letenje na linijah oziroma povezava z destinacijami, ki drugih letalskih prevoznikov ne zanimajo. In to kljub temu, da jim država za to lahko ponuja subvencije. Torej, ključno vprašanje, zakaj naj bi bila neka destinacija za Slovenijo strateškega pomena, če pa je na njej tako malo tovora oziroma tako malo potnikov, da se nikomor drugemu ne izplača leteti na tej liniji. Ob tem je morda rešitev ravno v tem, da gre za državni projekt. Vse te številke bodo tudi osnova za odločanje na vladi. Novi davkoplačevalski milijoni torej najverjetneje še ne bodo kmalu leteli v novega letalskega prevoznika. V koprskem studiu Adrie zdaj predsednik nadzornega sveta kontrole zračnega prometa Peter Grašek. Dobro večer, gospod Grašek. Ali se vam ustanovitev nove slovenske letalske družbe zdi smiselna, če tehtava koristi na eni in tveganje na drugi strani, zlasti finančna? To isto vprašanje bi lahko postavili tudi glede železnic in avtobusnih prevoznikov, ki v okviru gospodarske javne službe prejemajo več 100 milijonov na leto. Očitno je tam družbena državna korist pretehta tudi ta strošek. Tako da tudi za letalskega prevoznika je potrebno z ekonomskim elaboratom, z realnimi predpostavkami ugotoviti, kakšne bi bile družbene koristi. Jasno pa je, da tak prevoznik na tako majhnem trgu, kot je slovenski, ne more poslovati z dobičkom, vsaj ne kratkoročno. V Evropi se namreč dogaja konsolidacija prevoznikov. Največji prevoznik je Ryanair z 164 milijoni prepeljanih potnikov. Lufthansa je druga z 102 milijoni. In ti prevozniki vsako leto postajajo še večji. Ryanair naroča 300 novih letal, dodatno v svojim 540. Skratka, ekonomija obsega je ime te igre in v Evropi bo v nekaj letih iz 20 grupacij prevoznikov verjetno tam med 5 in 10 prevoznikov. Kajti ta konsolidacija se je že dogodila v ZDA, v Evropi malo zaostajamo. Edina razlika je, da v Evropi ostajajo stare blagovne znamke zaradi nacionalnega ponosa, naprimer Austrian in Swiss, ki sta v lasti Lufthanse. Tako da razmere so zahtevne,
posel je zahteven, ampak prvi korak in prvi preizkus bo pridobitev soglasja Evropske komisije in jaz bi priporočil, da se spremlja, kaj se dogaja z Air Malto, ki je v podobni situaciji ravno v sredini pogajanj glede tega, ali lahko na podoben način svojo Air Malto bankrotirano reši, kot je Italija ali Italijo z ITA, ki bo pa na koncu zopet končala zgleda v Lufthansinah rokah oziroma lastništvu. Poglejte, slovenski trg je majhen, že zdaj so leti iz Ljubljane pogosto na pol prazni. Bi lastna letalska družba te trende obrnila navzgor? Težko. Nova letalska družba bi morala povsem na novo definirati poslovni model, računati na potnike iz bivših jugoslovanskih letališč, ki so bili bistven prispevek k potencialu za Adrio v letih, ko sem jaz vodil Adrio, tega ni več. Vsa ta letališča imajo več prevoznikov, več direktnih letov kot vsa slovenska letališča, tako da je računati samo na slovenski potencial, ki je verjetno tam red veličin 400-500 tisoč potnikov in še ta potencial so zasedli, vsaj na linijah, ki so donosne, drugi prevozniki, tako da bo ostalo pač nekaj manj donosnih linij. Dodatno dejstvo pa je, da v radiju 200 km od slovenskih letališč ali pa ljubljanskega letališča imamo 4 zelo konkurenčna letališča z ogromno ponudbo prevoznikov linij, to so Benetke, Treviso, Graz, Zagreb. Tako da bo izredno težko konkurirati in ko se bo pač pogajalo z Evropsko unijo, bo ključno vprašanje, kako prepričati Evropsko komisijo, da zaradi ustanovitve novega državnega letalskega prevoznika in subvencioniranja ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. To je ključno. Drugi kriteriji veljajo za privatne družbe, medtem ko za državne družbe je Evropska komisija izredno striktna, še posebej, ko gre za majhne države, kot je Slovenija. Ja, saj ste sami povedali, ne, leti so z Brnika pogosto zelo dragi v primerjavi s sosednjimi letališči, pa se potniki raje potem odpeljajo čez mejo. Na katerih letalskih povezavah pa bi se Adria morda vendarle lahko uveljavila po vaše? Verjetno na tistih, ki ga čuti turizem kot pomanjkanje in gospodarstvo. To je pač stvar realne ocene, katere so te linije in kakšen je potencial teh linij. Namreč zelo težko je vzpostaviti linijo in jo postaviti na noge, tako da se nosi iz mojih izkušenj leto do dve vložka 1–2 milijona evrov z negotovim rezultatom. Značilnost letalstva je ta, da glavni del tveganj, finančnih in vseh drugih nosi prevoznik, vsi okoli njega pa izdatno služijo. Aerodrom, dobavitelji goriva itd. Vendar tak je ta posel, treba je biti realen, ekonomije obsega nimamo, vendar če prevladajo pač drugi razlogi, je to možno, če smo sposobni to sfinancirati, predvsem pa če dobimo soglasje Evropske komisije, kar bo po mojem mnenju izredno težko. Morda bi lahko vprašali bivšo komisarko za transport, ki bi lahko morda svetovala, kakšen pristop bi bil najbolj primeren. Dobro, morda samo še tole, ne. Pokojna Adria je imela v preteklosti težave z upravljanjem, z izčrpavanjem družbe, a obstaja potencialno tveganje, da bi bilo spet tako? Tako tveganje vedno obstaja, vendar jaz sem glede tega optimist, imam izkušnje z SDH-jem, kjer pač delujem zdaj v enem nadzornem svetu in v preteklosti in lahko povem, da v zadnjih 10 letih je bil izredno velik napredek glede kakovosti korporativnega upravljanja in zahtevnosti strani SDH kot upravitelja državnega premoženja, tako da jaz sem skoraj prepričan, da kaj podobnega, kot se je dogajalo z Adrio zadnja leta njenega obstoja, več enostavno ni možno zaradi visokih standardov upravljanja, ki jih je vzpostavil SDH. Gospod Grašek, najlepša hvala za vaša pojasnila. Hvala.
Italijanska vlada pa je na današnji izredni seji odločala